Gremo si zdaj pogledati iniciacijo novega vodnika. Okay. In zakaj se boste vi zdaj sploh učili neko iniciacijo novega vodnika in kaj zdaj to dejansko pomeni. Dosti ljudi, ker recimo sliši to nekje, da ti lahko, če imaš določeno težavo, okay, določeno prepreko, kakorkoli že, lahko zaprosiš za dodatno pomoč angelov pa tako naprej. Absolutno lahko in lahko ti vedno pridejo neka nova bitja, ti lahko pridejo v življenje pa ti asistirajo, v poklic dodatnih angelov varuhov, tudi ni problematično. Je pa nekaj res, iniciacija pa novega vodnika, to pomeni ne nekdo, ki ti bo prišel, pa ti za določeno obdobje pomagal, pa potem seveda tudi šel naprej. Ampak iniciacija novega vodnika, ki ti bo pa spremenila življenje, ali pa ti celo pomagala, da ti zamenjaš svoje inkarnacijske stopnje, je pa nekaj čist drugega. Recimo, da primer je nekdo vajenec in kar naenkrat on vse živo prebije in se s pomočjo močnega vzvoda svobodne volje spremenil popotnika, ima definitivno pravico delati iniciacijo novega vodnika. Zaradi tega, ker njegovi vodniki so bili zapisani na inkarnacijsko raven vajenca. In lahko on aktivira nove vodnike, primerne za novega lightworkerja, ki mogoče sploh ni pričakoval. Ti recimo lahko aktiviraš življenjsko poslanstvo, katerega nisi pričakoval z nekim nenadnim, ful hitrim napredkom. In to se ne zgodi spet toliko malkrat, ne. In recimo iniciacijo novega vodnika imate vi v tem tečaju, v tej univerzi, rajš rečemo, definitivno pravico aktivirati, ker če ste prišli do te stopnje, da to poslušate, pomeni, da je bila vaša rast dovolj velika, da je lahko nagrajena za iniciacijo novega vodnika. Razumeš? A ne? Ampak pazi to, je pa tukaj en hip strašni trik in ker je bilo meni to razloženo strani Asariela, sem jaz rekla, ok, vse je v bistvu logično. Meni je Asariel povedal takole, vkolikor ti hočeš zaprositi za novega vodnika, ki bo čist na novi frekvenciji in bo na višji frekvenciji, potem moraš ti to frekvenco upravičiti. Zakaj, po domače povedano, zakaj si zaslužiš, da dobiš boljšega mentorja? Oziroma nekega mogoče nespecifičnega mentorja, ker jaz ful nerada govorim, da je nek angel boljši, tako naprej, ampak štekaš pač različne frekvence so, ne? A se strinjate s tem? In ti recimo, ko greš novo inkarnacijsko rast, če hočeš resnično jo močno aktivirati in dobiti noter še nove vodnike, ki so čist na novi učiteljski vlogi pa frekvenciji, rabiš to upravičiti, okej? In to, kako pa se to upraviči, samo iniciacijo tazga vodnika, kjer lahko ali vodnika, ali živalskega vodnika, ali pa povabite kakšno sorodno dušo v inkarnacijo, imate posneto. Noter se odločite, ali boste inicirali novega vodnika, pa to naredite, ali boste inicirali novega živalskega vodnika, pa to naredite, ali boste povabili svojega bodočega otroka, da zdaj bi pa videl, če lahko pride v inkarnacijo in se duša pač ona, ki je pripravljena, se odzove in so si izkušnje sorodne, ti ne moreš prisiliti nekoga prije v inkarnacijo, ko noče, ampak verjem, ves čas ful duš, veliko več duš se hoče inkarnirati, kolikor je sploh kapaciteta zemlje. Prav na zemljo se hočejo inkarnirati. In številne ful dolg čakajo, sicer tam ni prostora pa časa, da bi bile s tem obremenjene, ampak se ne grejo drugam inkarnirati, ker čakajo prav zemljo. Zemlja je drugače v našem delu Kozmosa ful zaželjen poligon. Zakaj? Ampak, ok, verjetno pač je nekaj posebnega. Malo se hecam, ok? In recimo nekdo, ki je dušni bralec, če hoče delati vedno bolj podrobne readinge, vedno bolj globoke readinge, a veš, vedno bolj štekaš take specifične stvari, se to naredi z zelo globoko širitvijo zavedanja. A veš, da obstaja ena taka zelo posebna, reče se ji angelska DNK terapija,
kjer skozi sebe potegneš najvišje frekvence in jih uporabiš za regeneracijo česarkoli želiš. Ampak to je en tak zelo napreden postopek. Potem se pa vse skupaj nadaljuje z znanjem o tvoji duši in kako lahko prebereš zapise svoje duše. To si ljudje zelo želijo, pa radi tudi hodijo komu na te dušne zapise, recimo, da mu to tak človek prebere, kar je vse super in nič narobe, ampak a si predstavljaš, da znaš ti to sama zase narediti? Wow, to je pa res izvrstno. Jaz te lahko naučim, kako si narediš dušni ridnik. Lahko te pa tudi naučim, kako obnoviš frekvenco svoje duše. Lahko ti tudi povem, kaj je v resnici božanski čas in kako funkcionira v praksi. In še marsikatera mistična bitja in angele, katere nisi še do sedaj srečala, ti lahko definitivno predstavim. Kako? Univerza spiritualnih študij. Tečaj na spletu v živo z mano, posnetki so na voljo za vedno. Dobiš še zraven spletno učilnico, podporni program, meditacijo, vse to tvoje za vedno. Če si želiš spoznavati take energije, potem je čas, da si naklikaš povezavo in se seveda odzoveš kliccu.